uslužbenci spadajo v državno upravo. Ne spadajo v lestvici državne uprave. Ne govorimo zdaj o plačah sodnikov, ampak o načelu. Ta predlog, ki so ga dali, je revolucionarni predlog. Sodniki se grejo revolucijo. No vem, a še so še v letu 45 ali mogoče celo 42, takrat se je revolucija začela. Sodniške plače naj bi se izenačile s plačami poslancev državnega zbora, s tem, da bi dobili tudi nadomestilo za nedružljivost sodniške funkcije. Ne vem, zakaj niso šli kar na predsednika državnega zbora. Vse končno sodniki so pa nekaj posebnega, ne? Enotno urejevanje plač zaradi uslužbencev za sodnike ni sprejemljivo, saj po njihovih izjavah z višino plač posegal neodvisni položaj sodnikov. Zdaj, kako je to zvito napisano. Enotno urejevanje ni združljivo, saj z višino plač. Enotno urejevanje ne pomeni višine plače. Višine plače znotraj enotnega urejevanja pomenijo, da sodniki vidijo to, kako zaslužijo. To, kot trdijo, to vsak normalni računač. Revolucionarni udarek. Torej, nekatere stvari so značilne v dobi pred volitvami, se marsikaj dogaja, in pred iztekom sedanje mandata vlade in pa državnega zbora, pri sistemsko urejanju plačilnega sistema državne uprave, pojavi tista skupina državnih oblasti, ki še ni doživela demokratičnih sprememb. Torej, sodstvo je še edini opostolegni sistem preteklega totalitarnega sistema. In še vedno posluje samoupravno. To sem že prej podrobno razložil. Pa čeprav bi ravno sodstvo moralo varovati poštenost in zakonitost. Kako sodniki skočijo, ko se reče, da morajo imeti zunanjo kontrolo? Ja, mi smo pa neodvisni, tako naprej. Ker ti predloženi predlogi so po svoje pristranosti in po svoje nepoštenosti tudi izrazito revolucionarni način urejanja nekih stvari. Tu mislim revolucijo v slabem pomenu, ne v tistem, da revolucija prinese včasih tudi novo kvaliteto. Tu ne prinese novo kvaliteto, ampak znižuje že doseženo.